Prva vaja danes, ki vam jo bomo pokazali, bo raven potisk s prsi ali tako imenovan bench. Pokazali bomo pravilno izvedbo te vaje. Vaja pa se uporablja za obremenitev prsnih mišic. Če ima klopca naslonjena za noge, je to zato, da imamo ledveni del fiksno na klopci in ga ne premikamo. Pri samem začetku vadbe, se pravi te vaje, primamo palico v širini ramen, zapestja so ravna in potisnemo palico navzgor. Počasi spuščamo palico dol do točke, kjer še imamo nadzor nad gibom in stegnemo komolec do konca in pri tem izdihnemo. Se pravi, počasi dol in gor izdih. Druga vaja, ki vam jo bomo pokazali danes, je poševni potisk s prsi ali tako imenovani poševni bench. Sama izvedba vaje je ista kot pri ravnem potisku, le da palico spuščamo v zgornji del prsi oziroma v grlo. Se pravi, zapestja so ravna, potisnemo palico gor, spet do točke, kjer še imamo nadzor nad gibom, se pravi v grlo, in gor izdihnemo. Kar moramo biti pri tej vaji pozorni, se pravi ravna zapestja in ledveni del je skozi v stiku s klopcem. Se pravi, večina ljudi, ki dela ta bench, dela to. Tlej gor in potem, ko ne more več, dvignejo ledveni del. Tega ne delamo. Se pravi, spuščamo počasi dol, gor izdihnemo. Naslednja vaja, ki bom predstavil, je metuljček z enoročnimi utežmi. Pri tej vaji je pomembno, da so zapestja zopet ravna, kot prej na dveh ostalih vajih, s tem, da ta vaja ima eno specifično lastnost, imenuje se stretch vaja. Se pravi, pri tej vaji probamo čim bolj raztegniti vlakna, se pravi, čim bolj raztegnemo prsni koš in ga čim bolj krčimo. Izgleda pa takole. Raztegnemo do konca, zdaj počasi spuščamo na razne do točke, kjer imamo še kontrolo nad gibom in potisnemo skupaj gor izdih. Več variant obstaja te vaje, se pravi, ena je ta, da čim bolj raztegnemo, držimo in počasi skupaj gor v nevtralnem položaju. Druga opcija pa je, da gremo v ta isti položaj dol, spuščamo dol dokler lahko in obrnemo zapestje navznoter. Se pravi, to je pa druga opcija. Počasi dol in gor izdihnemo. Počasi dol, gor izdihnemo. Pomembno pri tej vaji je, da so zapestja ravna in da v zgornjem položaju ne rukamo drži skupaj. Se pravi, tole je narobe. S tem, ko ruknemo uteži skupaj, se pravi, ko jih zabijemo, prenesemo vse treslaje po roki direkt v sklep, kar lahko pripelje kasneje do resnih poškodb.